V Državnem zboru Republike Slovenije je 90 predstavnikov ljudstva ali poslancev. Prihajajo iz različnih strank in imajo različne poglede na to, kako bi morali v državi kaj urediti. Da lahko vlada deluje, si mora predsednik vlade zagotoviti podporo več kot polovice, torej vsaj 46 poslancev. S strankami s podobnim pogledom sklene nekakšno zavezništvo ali koalicijo. Poslanci iz koalicije se strinjajo, kaj je najpomembnejše, kakšni bodo njihovi cilji, kako jih bodo dosegli. Vse to zapišejo v poseben dokument, ki ga podpišejo predsedniki strank koalicije, zato temu dokumentu rečemo koalicijska pogodba. V novi koalicijski pogodbi med drugim piše, da bodo prenovili NPZ in maturo, dodatno omejili uporabo telefonov v šolah, postopno uvedli brezplačen vrtec za vse, povečali delež lokalno pridelane hrane v izobraževalnih ustanovah ter uvedli nove ali prenovljene predmete z področja digitalizacije in financ. Novo koalicijo sestavljajo stranke SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati Anžeta Logarja, predsedniki teh strank pa so se s podpisom zavezali, da jo bodo spoštovali. A tudi če politiki ne ravnajo tako, kot so podpisali, da bodo, zato niso kaznovani. Zato pravniki pravijo, da koalicijska pogodba ni prava pogodba, ampak je samo sporazum. Delo vlade bodo nadzorovali poslanci, ki niso v koaliciji, ampak v opoziciji. To je skupina poslancev, ki vlade ne podpira in je do nje kritična. Predsednik vlade bo potreboval vsaj 46 glasov poslancev tudi, ko bo predlagal ministre svoje vlade. Vlada pa je najpomembnejši državni organ v Sloveniji, ki vodi, usmerja in usklajuje politiko v državi. Državnemu zboru ali parlamentu predlaga zakone in druge predpise ter upravlja premoženje države. Delo 16. slovenske vlade pa bo usmerjala prav nova koalicijska pogodba.